vam želim vsem v župniji Šmarje pri Jelšah, ker imamo danes v Celjski škofiji molitveni dan v Petrovčah, Marijinem svetišču, gospoda župnika in dekana trenutno ni, je mene poslal, ponovadi sem pa tako jaz tisti, ki sprejemam tukaj romarje, pa goste, pa še koga ob vseh zadolžitvah, ki jih imajo duhovniki. Mi imamo namreč v soupravi dve župniji, to je župnija Sladka Gora, kamor se boste tudi vi namenili, in pa župnija Sveti Peter na Kristem vrhu. Sicer sta to malenkost manjši župniji, glede na Šmarje, ampak vseeno, ne. Mašo je potrebno imeti, tudi ostalo pastoralno dejavnost, tako da potem pa priskočimo takole na pomoč. Dobro, kljub temu, da ste že zdaj poromali in imeli križev pot med kapelicami po Kalvariji, bomo par besed povedali najprej o tele podružnični cerkvi Svetega Roka, ravno zaradi tega, ker je tudi starejšega datuma kot kapelice. Tam, za kristijskimi vrati, si boste potem lahko prebrali zgodbo, legendo, ki je zapisana sedaj v slovenščini, prevedal jo je Anton Aškerc, prej nekoč pa je bila seveda zapisana v nemščini. Tak zanimiv jezik, prijeten slovenski jezik, ki ga danes ne slišimo več, boste lahko pogledali. Zgodba pravi takole. Dva domačina sta tukaj iz sosednje vasi Brecljevo potovala na Ptuj. In ko sta prišla iz Ptuja nazaj, sta prinesla kugo, ki je v takratnem času, to je bilo leta 1645, pomorila čez 200 ljudi, kar je ogromno za takratni čas. Danes ima župnija Šmarje pri Jelšah nekje 4000 župljanov, vernikov, pa imamo tu med 40 in 50 pogrebov na leto. V takratnem času je pa v nekaj mesecih umrlo čez 200 ljudi, kar je bilo ogromno. In ljudje niso več si znali drugače pomagati tako, kot da so seveda prosili glavnega zavetnika zoper kugo, to je Sveti Rok. Imamo še tako imenovana dva stranska, grdo rečeno, pomočnika zoper kugo, to sta sveta Rozalija, ki je nad Svetim Rokom na tisti manjši apsidi, in pa Sveti Poštjan, kateremu oltar je pa posvečen tale stranski na vaši levi. Najprej so tukaj postavili manjšo v prezbiterijskem delu, manjšo leseno kapelico, opravljali molitve, svete maše in kuga je po zapisih hipoma prenehala. Ljudje so potem to nekako videli kot to božjo pomoč, prisotnost, zato so nanosili toliko materialnih in tudi finančnih darov, da so postavili cerkev, kot jo vidimo danes, ampak samo zunanjščino. To je bilo leta 1666. Notranjščino pa je cerkev dobila slabih 100 let kasneje. Če pogledamo slogovno, je ta letnica 1666 gotski slog, tipičen gotski slog, kar kaže tudi zunanjost cerkve, tale zašiljena okna, pa zunanji podporni stebri, pilastri, pa še več takšnih elementov lahko vidimo, da je cerkev zunanjščina bila postavljena v gotiki. Notranjščino pa je cerkev dobila, kot rečeno, približno 100 let kasneje, slogovno pa to spada v barok, oziroma še slog više, rokoko stil, ki je še bolj bogat od baroka, še bolj poln. Tistim, ki ni všeč, pravijo načičkani, ne? Težko bi še kamorkoli kaj umestili oziroma dali. Zato mogoče toliko večje presenečenje, ko človek prvič stopi na notranjost cerkve, ker od zunaj ni nič posebnega, v bistvu klasična cerkve, vse jih imamo blizu 3000 postajanih po naši slovenski zemlji, ne? Pač je še ena izmed njih. Ko pa človek stopi notranjost, je pa zato toliko večje presenečenje ravno zaradi te umetnine, ki jo lahko vidite tukaj. Zdaj, celoten prezbiterijski del je posvečen življenju Svetega Roka, hodi si tukaj na zemlji ali v nebeški slavi, medtem ko je glavna ladijska freska posvečena Marijinemu nebovzetju, kar niti ne preseneča, če vemo, da je tudi župnijska cerkev, ki je starejšega datuma posvečena Marijinemu nebovzetju in so potem nekako navdihnili tam. Imamo 4 stranske oltarje, tukaj, kot že rečeno, oltar Svetega Boštjana oziroma Sebastjana,
na tej strani pa je oltar svetega Jožefa s predmetom Jezusom v naročju. Na sredini cerkve imamo še dva oltarja. Na tej strani je oltar praškega Jezuščka. Gre za voščen kipec, lutko, narejen na prihodu iz 17-18 stoletje in eden izmed redkih v Sloveniji je tudi tukaj. Po enih podatkih naj bi jih bilo samo 12. Je pa v celoti iz voska. Tukaj na tej strani, ki gleda proti Šmarju, imamo pa kopijo oltarja iz Marija Cel. Avstrijska, Štajerska oziroma Koroška, bazilika, mogočna cerkev, Marijino Celje, Marija Cel. Tam seveda oltar postavljen v sredino cerkve, tukaj pa pomanjšana, zelo miniaturna kopija kot stranski oltar. Da je bila stiska takratnih ljudi resnično velika, kaže celoten zadnji del cerkve. In sicer pod ograjo imamo 6 spokornikov, za orglami pa 14 priprošnikov v sili. In vsi ti spokorniki, priprošniki v sili, sveti Boštjan oziroma Sebastian, sveta Rozalija in sveti Rok kaže, da ljudje resnično si niso znali več pomagati in so potem nekako se obrnili na Boga, se ne, da se ne bi prej, ampak verjetno še malce bolj goreče in vneto. Zdaj detaljno ne bi šli, da ne bo preveč strnjeno v vaših glavah. Mogoče se samo to, tukaj le lahko vidite eno bolj izmed zanimivih elementov v naši cerkvi, to je prižnica, ki je iz zgornjega dela iz enega kosa, deluje kot nekakšna čaša in nekakšen kelih. Zanimivost je pa tudi ta, da ima stopnice od zunaj, da nima prehoda od znotraj, ampak od zunaj. To pa zato, ker je še ena križnica zunaj. Zakaj dve? Zunaj predvsem zato, ker ob našem glavnem romarskem shodu 15. in 16. augusta vsako leto priroma resnično veliko ljudi. Včasih še pa toliko bolj. Leta 1928 je v kroniki zapisano, da je bilo v 2 dneh 12,000 ljudi na tem hribu, kar je ogromno, ne? Ker cerkev niti ni tako velika. In imamo to navado in jo tudi ohranjamo že stoletja, da je glavni govornik pridigar vedno začne svetomašo za pridigo in to zunaj. Ko so ljudje prihajali in tudi sedaj, ko še prihajajo med Kalvarijo, v bistvu glas zelo lepo nese v dolino. Da je temu tako, je pa poskrbel graditelj oziroma ustanovitelj teh kapelic, to je pa doktor Matej Vrečer, duhovnik, ki je tukaj deloval čez 20 let v naši župniji in dal postaviti kapelice med leti 1738 in 1752. Tudi notranjščino barokizirano cerkev je takrat dobila med temi leti. Dal se je celo upodobiti na tisti freski na koru, ki gleda proti Šmarju, duhovnik, ki kleči. Si boste lahko potem pogledali, je dr. Matej Vrečer. Bil je doktor fizike, matematik, urar, izdeloval je sončne ure, prvi v Evropi naj bi izdelal takšno, ki si jo dal kot grdo rečeno rudzak, pa si jo nesel seboj, pa si lahko vedel, koliko je ura. Ne? Celo v nemškem muzeju, kjer imajo ure spravljene in njegova ura spravljena, tako da je bil za takratni čas pomemben mož. Če je bil pa pomemben mož, pa pomeni, da je imel tudi veliko materialnih sredstev in vse, kar je imel, je vložil v to Kalvarijo. Vi ste zdaj molili križev pot, ne? Ja. Mi, domačini, pa predvsem domačini, pa tudi drugi, zelo pogosto ta dva sinonima križev pot in Kalvarije zamenjujemo. Ne? V osnovi je to Kalvarija. Zakaj? Zamišljeno je bilo in tudi najprej so postavili 6 večjih kapel. 5 kapel, ki so predstavljale 5 skrivnosti žalostnega dela rožnega venca in pa 6. kapelo so dodali 6. skrivnost kot trpečo Mati Marijo, ki vse skupaj spremljala. Potem so pa v 18. stoletju, sredini pa malce kasneje, se je zelo razširilo čaščenje križevih potov. In so rekli, zakaj pa ne bi imeli križevega pota tudi mi? In so postavili še 8 manjših kapel. Tako pridemo do številke 14. Čeprav skoraj vsi, oziroma vsi ste prišli, ste lahko videli, da ta Kalvarija nima dobene